Pretekli teden smo gostili Slavico Okorn, ki nam je predstavila otroške vsebine, ki se bodo odvijale v Stolpu Pungart v jesenskem času. No, danes pa iz Centra za kulturne dejavnosti Kranj gostimo Alda Komarja, ki nam bo predstavil otroške vsebine in delavnice ter izobraževanja za odrasle, ki bodo potekala v Centru kulturnih dejavnosti na Glavnem trgu. Lepo pozdravljeni. No, v oktobru ob novi sezoni potekajo vpisi za razne delavnice, izobraževanja, tečaje in druge aktivnosti. Z današnjim dnem pa svoja vrata odpira tudi Center za kulturne dejavnosti Kranj. Pa pojdiva lepo po vrsti, od ponedeljka do sobote. Kaj se vse bo dogajalo v vaši hiši? Torej, s tem tednom začenjamo našo novo sezono. In sicer ob ponedeljkih bomo začeli, to se pravi danes, z gledališkimi vsebinami. Gledališka delavnica za otroke že kar nekaj let poteka uspešno, tako da vabimo tudi še druge otroke, ki jih to zanima, da se pridružijo tej skupini, oziroma če bo dovolj novih otrok, bomo ustanovili novo skupino. Vabimo tudi mladince, ker je razpisana tudi mladinska gledališka delavnica, in odrasle za odraslo gledališko delavnico. Torej, to je ob ponedeljki so nekako obarvani gledališko, potem v torek smo razpisali igrivo arhitekturno šolo, to je neka novost. Na tej delavnici se bodo otroci učili nekako osnov arhitekture, statike, osnov pač kako se zasnujejo in postavljajo zgradbe, igrali se bodo recimo z različnimi maketami, uporabljali bodo različne materiale, škatle, tudi mogoče kakšne nenavadne, bi rekel, iz špaget, da bodo delali mostove in podobne stvari. Potem novost je tudi razpisana delavnica kaligrafije, to se pravi lepega pisanja. Tako da pa seveda potekati v torek se bodo začele tudi delavnice krpank, ki so sicer tudi ob sredah pa ob četrtkih. To je zdaj odvisno, koliko skupin se bo vzpostavilo, potem ali bodo zapolnjeni vsi termini, ali bodo dva ali samo eden. No, četrtki pa so obarvani bolj risarsko. Tako je, to je pa tradicionalno pri nas, od nekje od 3:30 do 8:00, 8:30 zvečer se zvrstijo 3 delavnice. Najprej risanje za otroke, to je pač namenjeno nekako za otroke od 6. leta dalje pa do 12., potem je študijsko risanje, nekje od 12. leta dalje, in še potem se zaključi zvečer z risanjem za odrasle. Petki bodo namenjeni glasbi in tudi gledališču. Tako je, ja. V petek je razpisana mladinska gledališka delavnica, pa imamo torej razpisano tudi pevsko delavnico, kjer se bodo učili petja popularne glasbe oziroma petja jazz standardov. Kaj pa sobota? Tudi v soboto bodo delavnice namenjene glasbi, ampak na malce drugačen način. Ja, na sobotni termin smo dali pa delavnico osnove glasbene produkcije, v kateri se bodo učili kandidati, ki jih to zanima, to se pravi glasbeno produkcijo, kako se skladbe, kako se glasba posname v studiu, kako se ta izdelek glasbeni obdeluje in pravzaprav postopek produkcije od začetka do konca, do izdaje recimo plošče. Toliko, kaj se bo vse dogajalo čez cel teden. Komu so namenjene vse te delavnice, vsa ta izobraževanja? Kdo se jih lahko udeleži? Ja, izobraževanja so namenjena od, bi rekel, otrok, to so te risarske in gledališke in tudi lutkovno delavnico imamo razpisano, pa tudi na vsakem področju je pa pravzaprav tudi neka ponudba za odrasle, ne. S tem, da skoraj več imamo vpisa recimo otrok, moram tako nekako, 2/3 vpisanih je približno otrok, 1/3 pa nekako odraslih obiskuje te vsebine. No, omenila sva že, da so se vpisi že začeli z današnjim dnem. Tako je, vpisi so pravzaprav potekajo na prvih urah, tako da če kogar zanima, pride na prvo uro, si ogleda, tam dobi tudi informacije z prve roke od mentorja, kako bodo delavnice potekale čez leto, kaj se bodo osvajali, in se potem, če mu ustreza, se vpiše. Izpolni vpisni list in je potem vpisan. Kaj pa cene, kako se gibajo?
Moram reči, da smo mi kar ugodni, ker je tudi mestna občina subvencionira ta program, tako da se gibajo nekje cene za otroške delavnice, večina jih je 25 evrov mesečno, to se pravi, to je en termin na teden, bi rekel recimo 4 termini na mesec, so 25 evrov, za odrasle je pa malo dražje 30 ali pa določene delavnice, kjer je pa potrebno veliko materijala, so pa temu primerno dražje. Hvala lepa za vse informacije. Jaz upam, da vas bo obiskalo čim večje število zvedavih otrok, pa tudi odraslih, in pa hvala za vaš obisk v našem studiu. Prosim.